Pozdravljeni. Pred začetkom sezone 2021 je prav, da si ogledamo skrajšo analizo, kaj lahko sploh pričakujemo od Scuderie Ferrari. Mislim, da si bomo vsi navdušenci enotni, da v sezoni 2020 je bila Scuderia Ferrari s svojim bolidom SF1000 eno izmed največjih razočaranj. A seveda, že sredi sezone so se pojavile tiste že malodane običajne govorice, kako bodo spremenili revolucionarno bolid in seveda stvari postavili na svoje mesto. Od tistih govoric se je uresničilo bore malo, da ne rečem nič. A vseeno zgodbe so se nadaljevale tudi v tem kratkem zimskem premoru in seveda novi bolid SF21 je po mnenju nekaterih avtorjev tisti, ki bo bistveno boljši od lanskega. Vprašati se moramo, kakšne so realne možnosti in kje je težava pri Scuderii Ferrari, zakaj ne dosegajo takih rezultatov, kot so jih na primer v sezoni 2019. Mnogi boste rekli, zaradi pogonskega sklopa. In tu vam deloma moram dati prav, kajti pogonski sklop je lahko eden izmed vzrokov, zakaj pri Scuderii Ferrari imajo težave, ampak ne direktno, temveč nekako posredno. Najprej moramo razumeti, kaj je bilo sploh narobe pri tistem pogonskem sklopu, ki je poganjal Ferrarija SF90. Namreč uradno ni bilo narobe nič, nismo videli nobenega poročila, nobene kazni oziroma sankcije. Ampak po pregledu tiste enote so pri FIA spremenili pravilnik in določili nov način, ko se določene vrednosti merijo. In seveda zopet po raznih virih smo lahko brali zgodbe, kako so pri Ferrariju rahlo ukrivili pravila. Sam sem prebral kar nekaj takih teorij in priznati vam moram, da marsikatera je bila na meji verjetnosti, če ne bistveno čez. Nekaj je na tem bilo. Tu bi vas rad spomnil samo na dve epizodi, kateri sta po mojem osebnem mnenju bistveni. Na veliki nagradi Eiffla v Nemčiji sezona 2019 so na bolidu Alfa Romeo Racing Antonija Giovinazija dobili bistveno podhlajeno gorivo. Seveda, lahko so samo nekaj spregledali, je šlo za običajno nepazljivost, a tu bi vas rad samo opomnil, da ohlajeno gorivo ima bistveno manjši volumen kot tisto na primer sobni temperaturi. In to je trik, ki so ga uporabljali že v 80-ih letih in zaradi tega se gorivo v Formuli 1 tehta in ne računa po volumnu oziroma v litrih. A to, sem povedal, je lahko samo en indic. Drugega smo dobili v isti sezoni na veliki nagradi Abu Dhabija, kjer je imel Charles Leclerc celo dirko 5 kg goriva več od tistega, ki so ga prijavili. Zakaj? Ne vemo, zopet nepazljivost lahko. A po drugi strani, ukolikor so pri Ferrariju dobili nek način, da so prelisičili senzor, bi lahko to tudi imelo smisel. Rezervoar bolida Formule 1 pač nima neomejene prostornine. Pravzaprav naredijo ga tako majhnega, da lahko notri stlačijo vso tisto gorivo, ki ga bodo uporabili med dirko in nič več. Kako so notri spravili 5 kg več, ne vemo. To sploh ni važno, to sta le dva indica, ki sta lahko nakazovala na to, da v tistem pogonskem sklopu je bilo nekaj čudnega. Ampak nič proti pravilom, ponavljam. Seveda, FIA je naredila svoje, sklenila dogovor s Ferrarijem in v naslednji sezoni
so bili pogonski sklopi vseh dobaviteljev podvrženi tem spremembam. In seveda, ukolikor te moje špekulacije iz sezone 2019 so držale, v naslednji sezoni 2020 je Ferrarijev pogonski sklop imel bistveno manj moči, ker je dobesedno bil primoran porabiti manj goriva. In to, da je imel pogonski sklop Ferrarija v sezoni 2020 manj konjskih moči, se je videlo tudi na progi. Ne toliko pri doseganju najvišjih hitrostih, temveč v dobesedno počasnem krogu. Kajti pri osnovanju šasije SF1000 so lahko inženirji nalašč šli v smer, da bo imel bolid več zračnega upora. Kajti ukolikor ima močnejši pogonski sklop, bo tista dodatna moč izničila zračni upor, ki je škodljiv pri doseganju hitrosti. Ampak po drugi strani, tisti del, ki generira ta zračni upor, bo lahko pomagal naprimer pri boljšem aerodinamičnem oprijemu. V trenutku, ko se prednost pri pogonskem sklopu zmanjša, se ravnotežje poruši in bolid ni več hiter. Sam sicer smatram, da težava bolida SF1000 ni bila samo v pogonskem sklopu, ampak je imel ta bolid bistveno, temeljno napako tudi v svojem aerodinamičnem konceptu, kjer so pridelali bistveno več aerodinamičnega zračnega upora kot oprijema. Ampak to so zopet moje špekulacije, tako kot tiste vezane na pogonski sklop. Rezultate smo videli na sami progi. Proti koncu sezone sta bila oba Ferrarija, kar se tiče tam kvalifikacij, okrog 10. mesta. Borila sta se, da bi se lahko celo prebila v zadnji del kvalifikacij in mnogokrat jim tudi to ni uspelo, kar je porazen rezultat. Šifra pogonskega sklopa iz sezone 2020 je 0,65. Seveda, slišali ste že v raznih mojih prispevkih, da sem to omenil. In seveda, sedaj je prišla sezona 2021 oziroma je pred vrati nov bolid SF21. Recimo temu nova šifra izgleda malce drugače, ampak jedro je ostalo isto. Namreč pravilnik je določal za vse ekipe, da lahko porabijo samo tako imenovana dva razvojna žetona, torej malenkostne spremembe. In pri Ferrariju so jih porabili na zadku bolida. Zaradi sprememb tehničnega pravilnika naj bi ekipe izgubile okrog 10% aerodinamičnega oprijema, največ na zadnji osi. In seveda na predstavitvi smo videli določene spremembe, ampak kljub vsemu je marsikdo spregledal, da pogonski sklop Ferrarija SF21 nosi šifro 0,65/6. Koliko berem pravilno šifro, je to 6. izpeljanka tistega lanskega pogonskega sklopa in ne nove enote, kot so nekateri trdili. Seveda, šifra sama po sebi ne pomeni nič. Lahko se tudi nova enota imenuje 0,65/6, kjer ni to eksplicitno prepovedano. Ampak neobičajno, se boste strinjali. Po drugi strani se moramo zavedati, da pri skuderiji Ferrari so s tistimi spremembami na zadku bolida skušali nekako omiliti izgubo oprijema, ki ga že v lanskem bolidu SF1000 ni bilo dovolj. Kozmetične spremembe na konici nosnega konusa mislim, da ne bodo prinesle revolucionarne spremembe. A po drugi strani nismo videli nič kaj takega, kar nas bi nadejalo z nekimi dobrimi upi. Seveda, mnogi izmed vas boste trdili, da na zimskih testiranjih so bili pri Ferrariju, recimo temu, solidni. In res so bili. A vprašati se moramo, zakaj pri Alfa Romeo Racing
so bili tik za njimi. Res na mešanici pnevmatike, ki je bila za 1 stopnjo mehkejša. A tudi če ta korekcijski faktor upoštevamo, vidimo, da Ferrari ni bil toliko hitrejši od tistega, kar bi lahko pričakovali po pripovedi mnogih. Torej, kaj bi sam pričakoval od skuderije Ferrari, vsaj v prvem delu prihajajoče sezone 2021? Rad bi videl, da oba bolida bi se redno uvrščala v tretji del kvalifikacij. Kolikor bodo ekipe imele določene težave, in govorim, kot smo jih videli na primer lani pri Red Bullu, bi znali pri Ferrariju tudi poseči po zmagovalnem odru. A mislim, da bo letos situacija bistveno težja od lanske. Namreč mnogi navdušenci gledajo na hitrost bolida samo skozi tisto mesto, ki ga zasede na koncu dirke. Na zaostanke lepo pozabijo. Namreč letos bi lahko rekli, da bomo videli kar nekaj konkurentov tam, takoj za tistimi prvimi ekipami. A vseeno, sam mislim, da bomo videli Ferrarija vsaj na nivoju tistega, kar nam bodo pokazali pri ekipi Alpine. No, upam, da bo tako, vsaj to kažejo te številke, ki sem jih dobil iz zimskih testiranj in seveda ponavljam, gre za moje videnje, gre za moje špekulacije. O kakih preoptimističnih napovedih naj se pa odloči vsak navdušenec in seveda navijač sam. Meni seveda ni všeč, da nekateri avtorji vzbujajo prazne upe v očeh navdušencev in navijačev samo zato, da bi bili brani pred dejanskim začetkom sezone ter jih nato bridko razočarali po nekaj dirkah. Vseeno pa si upam trditi, da SF21 potrebuje letos kar nekaj razvoja, da bo ulovil konkurenco. Se bo to splačalo na koncu tega razvojnega cikla, te družine bolidov pred vstopom novih, ne vem. Videli bomo skupaj, kajti nova sezona se začne prav kmalu. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.